Zakaj dirkališča? Zdaj, kot veste, so prometne nesreče med motoristi žal precej pogoste. Sama sem bila priča kar nekaj prometnim nesrečam, tako kot motoristka, kot tudi kot zdravnica. In največkrat tukaj ne gre za neko brezglavo norenje, kot si to predstavlja javnost, ampak gre zelo velikokrat za neprimerne razmere na cestah. Torej, govorimo o spolzkem asfaltu, listju na cesti, pesek na cesti, pa kakšna luknja in pa predvsem pomanjkanje znanja, pomanjkanje izkušenj, kako tako situacijo rešiti. Kako se ne ustrašiti in zmrzniti, ampak se odpeljati mimo. In razlika med avtom in motorjem je, da če se ti to slučajno zgodi v avtu, tam bo razbita kakšna luč, pa kakšen odbijač in to bo to. Na motorju gre pa zelo hitro kakšna noga, pa kakšna medenica, pa še kaj hujšega. In zdaj naše ceste so kakršne so, tega ne moramo spremeniti, ampak kar pa lahko spremenimo, je, da se naučimo v takih situacijah odreagirati. Torej, kako ne zmrzniti, kako se ne ustrašiti, ampak stvar rešiti. In to moramo delati na takem okolju, v takem okolju, ki je temu namenjeno, ker ni ostalih dejavnikov, ker ni ostalega prometa, kjer ni ograj in pa ni znakov in tako naprej. Morate razumeti, da najhujše poškodbe pri padcu z motorjem ne pridajo od padca samega, ampak v veliki večini pridajo od trka v nekaj drugega. Torej, je to znak, je to ograja, je to nasproti vozeče vozilo. Na dirkališčih tega ni. Na dirkališčih imamo izletne cone in pa tudi, če se že zgodi, da pride do kakšnega padca, imamo tam strokovno pomoč, ki pomaga. In če bi vsak motorist, predvsem mladi, ki še nimajo izkušenj, šel vsako leto, vsaj enkrat mečkan na dirkališče, malo povaditi, malo se naučiti, kako se motor obnaša v ovinkih, garantiram, da bi bilo na leto vsaj kakšna žrtev manj. Pa tudi, če je to samo ena, gledajte, če je to vaš oče, vaš partner, vaš otrok, je to zelo, zelo veliko.